v kontekstu genomskega presejanja imamo na voljo velike možnosti, ki pa so bližje trenutno personalizirani medicini, kot pa zaenkrat uporabi tega testiranja v javnozdravstvenih sistemih na račun, da tako rečemo, zavarovalnic po domače. Namreč mi na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko že sedaj razvijamo genomski presejalni test za bodoče starše, ki načrtujejo nosečnost, in jim bomo namreč ponudili test za ugotavljanje zvišanega tveganja za rojstvo otroka z redko boleznijo. Podobno lahko tak test ponudimo že zdaj tudi v neonatalnem obdobju ali pa odraslim, ki bi se želeli testirati za redke bolezni v odraslem obdobju. Ne smemo namreč pozabiti, da redke bolezni niso omejene samo na otroško obdobje. Vendar pa te kategorije testov v državah niso na voljo v okviru zdravstvenega sistema, ampak podrazumevajo večinoma participacijo in aktivno sodelovanje zainteresiranih oseb, ki se želijo testirati. Z drugimi besedami so samoplačniške narave zaenkrat. Pri uvedbi presejalnega testa je namreč ekonomski dejavnik zelo pomemben del pri uvajanju v zdravstveni sistem.